Dober dan. Živijo, lep pozdrav. Do srede spet prek žice oziroma optičnega kabla. Začniva z izjavo Komisije za človekove pravice, delujoče pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, pod katero sta podpisana akademik Tine Hribar in Renata Salesal, sicer kolumnistka tudi na zadnji strani Sobotne priloge, ki je opozorila na avtoritarno ravnanje vlade v tej pandemiji. Gre za izjavo komisije, ki deluje znotraj SAZU-ja, ki pa je po moji oceni ena zelo redkih, če ne praktično povsem izjemnih izjav, ki prihajajo iz vrst akademikov, ki opozarjajo na stranpoti politične oblasti. Kako si bral to izjavo Komisije za človekove pravice? Ja, jaz sem jo bral z več kot samo svojo lastno naklonjenostjo, ampak z nekim priznanjem, pripoznavo, da je tokrat SAZU nemara prvič sploh, odkar se, jaz tega zavedam ali kakorkoli že, izdal nekaj, kar je vredno imena tako znanosti kot umetnosti. Pa to ne govorim kar na pamet, kar tako, ne. Namreč napadi, ki so preleteli, so bili sicer pričakovani, so rekli, da gre za nedopustno politizacijo v korist ene strani z drugo smeri, gre za neke zelo slabo utemeljene, da ne rečem, ko ne rečem intelektualno šibke ugovore. Zakaj menim, da je ta izjava res na mestu, ne? Zato, ker ta izjava poskuša pokazati, ne, to, kar je recimo Biden rekel, ne, da recimo koronavirus kot tak ni politično stališče, ampak je strokovno stališče in je nedopustno vnašati tendence v izredno stanje, ki bi sicer v normalnem stanju šle skozi izredno težko. In ko rečejo, da je izredno pomembno, kljub vsem težavam, ki jih COVID prinaša, ohraniti civilizacijske vrednote in pa civilizacijske temelje slovenske družbe, se pravi in družbe, in države, in pravnega sistema, in vladavine prava. V tem primeru imam tako izjavo etične komisije za še kako utemeljeno in ji aplaudiram. Zdaj, polemika je tudi znotraj same Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Danes je predsednik akademije objavil pojasnilo, v katerem pravi, da so posamični organi Slovenske akademije znanosti in umetnosti pri svojem početju avtonomni, da pa stališča teh posamičnih organov ne predstavljajo stališča Slovenske akademije znanosti in umetnosti kot celote. Recimo, krožile so tudi govorice, namigi, trditve, izrecne, ne, da je SAZU to izjavo svoje spletne strani umaknila. Jaz sem, preden sva se midva začela pogovarjati, preveril na spletni strani SAZU, ali je ta izjava še objavljena, in ta izjava je čist med ostalimi zapisi objavljena na prvi strani spletne strani sazu.si. Tako da govorice o tem, da bi bila izjava umaknjena, so netočne. Zdi se mi pa tudi, da je stališče akademika Petra Štiha, kar za pozdrav, v redu, pač ne gre za izjavo SAZU kot celote. To razumemo, hkrati pa predsednik akademije priznava neko stopnjo avtonomije posamičnemu organu oziroma komisiji, ki deluje v okviru SAZU oziroma Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Treba se zavedati, kakšna je pač narava SAZU-ja. SAZU je izredno konzervativna ustanova in je vedno bila
saj v veliki večini, če ne vedno, podložna oblasti. Zakaj? Zaradi tega, ker ima od oblasti pač koristi. Ne? In v delu, ki pokriva pač suho znanost ali pa neko tako znanost v ožjem pomenu besede, ne, se najdejo potem pač mnenja, da se v politiko znanost ne vtika, da je to ločeno področje in vse tako naprej. Ne. In to se vedno, to vedno lahko utemeljuje o kemično čistih razmerih znotraj umetnosti in znanosti, da je treba imeti bele rokavice na rokah in se ne umazati za dnevno produkcijo z politiko in z umazanimi ideološkimi stvarmi. Treba je pa povedati drugo plat te iste medalje, namreč, da je pač vsaka akademija znanosti in umetnosti in seveda tudi Slovenska akademija znanosti in umetnosti je novoveški produkt. To je produkt novega veka, se pravi, preseganja in utemeljevanja racionalnosti, racionalizma, vloge razuma in v vlogi razuma, da imajo tudi družboslovne vede in pa pač filozofski pogledi na državo kaj povedati. Ne. In v tem smislu se mi zdi, da je v smislu nekih praktičnih dimenzij vednosti, tudi znanosti, če hočeš, včasih neobhodno spregovoriti bistvene stvari. Ta izjava ni povedala nič drugega kot to, da se oklepa države kot umne države, da se oklepa države kot koncepta prava, vladavine prava in tako naprej. In je pač aktualni oblasti dala vedeti, da naj ne razgrajuje teh temeljnih, bazičnih vrlin moderne države in modernosti, zaradi katerih je SAZU sploh nastala taka, kot je. Notranje politične razmerja SAZU-ja so pa pri nas pač taka, ne, da je v SAZU-ju izredno veliko prikrite politike naklonjene zdajšnji oblasti, ki se pa dela apolitično in napada vse drugo kot politično. Ne. Ampak to je sestavni del širše slovenske realnosti, ker vladajo na popolnoma enake stvari. Da tisti, ki so najbolj ideološki, najbolj politični, stalno napadajo svoje nasprotje kot politično, čeprav to ni in čeprav so oni sami mnogo bolj. To je slovenska realnost. Zdaj, drugi element slovenske realnosti je prišel v obtok včeraj pozno zvečer, in sicer s pismom predsednika vlade naslovljeno na Evropsko komisijo, na nekaj vidnih evropskih politikov, na svet tudi, ne, ki nam ponuja tezo, da ko gre za vprašanje vladavine prava, Evropska unija ni reagirala na dejstvo, da so bile leta 2014 v Republiki Sloveniji volitve ukradene. A ti razpolagaš s podatkom, da so bile leta 2014 volitve v Republiki Sloveniji ukradene? Razpolagam s tem podatkom enako, toliko in na enak način, kot razpolagam s podatki, da so bile ameriške zdaj ukradene. Se pravi, to je laž in neresnica. To je prva stvar. Druga stvar je ta, da ravno ta dogodek dokazuje, kako upravičena je bila izjava SAZU-ja. Namreč mi imamo predsednika vlade, ki se je naslovil na evropske voditelje pa na Evropsko komisijo v angleškem jeziku, in če greš ti zdaj na internetno stran vlade, tega pisma ne boš našel. Predvsem pa ni napisal v meni znanem jeziku, sicer znam angleško, ampak jaz sem Slovenc, živim v slovenski državi, sem slovenski državljan in predsednik slovenske vlade, od njega pričakujem, da bo govoril v imenu izvršne oblasti moje države v slovenskem jeziku. To je vendar osnovna ideja Evropske unije, da so jeziki tam enakopravni. On se je naslovil v angleščini, pri čemer javnost o tem ni bila obveščena. Pravzaprav še več. Kot slišimo, o tem niso bili obveščeni niti koalicijski partnerji, se zato pa rohnijo in izražajo svoje nezadovoljstvo. Z tega sicer nič ne bo, ampak vendarle so izrazili svoje nezadovoljstvo. Ampak te koalicijske partnerje pa res zdaj že kuha k žabo. In po mojem so ti koalicijski partnerji že, ne da bi sami opazili, že zelo dobro skuhani, tako rekoč uničeni, , zaradi tega, ker
jih predsednik vlade iz tedna v teden preseneča z novimi potezami. Ta zadnja v ukradenih volitvah je seveda kar pomembna inovacija, no, da tako rečem. Ja, lej, zdaj mogoče se je vprašati, kdo koga v resnici kuha. To, da na prvo žogo rečeno predsednik vlade Janša kuha svoje koalicijske partnerje, očitno, to je težko zanikati, ne. Ampak kaj, da ponovimo vprašanje, ki sva si ga postavila že pred tedni, ne. Kaj stori, recimo, da en racionalen in razsoden minister, kot je minister Gantar, še vztraja v tej vladi, kljub temu, da vse govori proti temu in konec koncev to, kar Janša počne po Evropi, ne, na to se odzivajo zdaj že pač evropski tisk, ne, ki ga že resno obravnavajo kot neresnega, ne. In to pade seveda tudi na koalicijske partnerje. Ampak kaj stori, da nek minister vztraja v tako slabi družbi? Še naprej, ne? Mogoče pa on kuha premierja Janšo ali neka agenda, to je sicer hipotetično tema in vprašanje, ne, brez direktnih povezav in dokazov, ampak vtis pa je, ne, a veš, da se vzporedno na Janšo, na njegovo nerazsodnost in pač na njegovo politično metodo in razgradnjo pravne države lepijo interesi zdravstva, privatizacije zdravstva kot nove prvotne akumulacije na socialnem področju, ne. Se pravi, COVID-19 je izredno izredno stanje, v katerem je mogoče porivati pospešeno z veliko hitrostjo tiste interese, ki so se do zdaj premikali po milimetrih bolj ali manj neuspešno, ne? Deloma pa seveda tudi uspešno, ne? Torej prav, izzivalno vprašanje bi bilo, kdo v recimo določenih specifičnih legah koga kuha, ali Gantar kuha Janša ali Janša kuha Gantarja, ne? Meni vse skupaj, ne, da ne rečem smrdi, diši zanesljivo, ne, mi je vse suspektno, zelo mi je sumljivo, zaradi tega, ker že dolgo let nismo poslušali tako direktne izjave, ki jih je mogoče prebrati na spletu in podprte tudi z določenim delom propagandnega tiska, tudi cerkvenega tiska, ne, češ. Če smo šli v kapitalizem za državo, zakaj ne bi šli v kapitalizem še za zdravstvom, ne? Zakaj ne bi kapitalizirali, privatizirali javnega zdravstvenega sistema in tako naprej, ne? In potem želje po poveličevanju zaslug tega trenutka, mislim, brez dvoma je treba se medicinskemu osebju zahvaliti in videti veličino tega dela, v tem ni nobenega dvoma, ne. Ampak da bi pa iz tega momenta naredili neko metapozicijo, na katerem bi tako kot v Ameriki zdravstvo padlo, ne. In ta trenutek imaš v Ameriki izredno hude debate, Biden nagovarja Trumpa, naj vendar neha trampoglaviti, ne. Češ, sesul se nam bo ne zdravstveni sistem, ampak ljudje se nam bodo sesuli, kajti v Ameriki zdravstveni sistem nastavljen tako, da če ti izgubiš službo, COVID ima pa to lastnost, da službe zapravlja, da jih daje v nič, da jih ljudje izgubljajo. Ne vem, v 3 mesecih izgubi zdravstveno zavarovanje in naenkrat je v nepremostljivih finančnih težavah, ne. In to so posledice neke se pravi, situacije, kakršna je ameriška, in vendar v Ameriki ta trenutek diskutirajo to, kako bi nazaj vzpostavili nekaj, kar diši po evropskem obravnavanju COVID-a, medtem ko se v Sloveniji začenjamo prikrito pogovarjati o tem, da je ena največjih tem Slovenije zdaj volitev v zdravniško zbornico, ali bo prišla gospa Beović, ki je že vnaprej povedala, kakšne aspiracije do vseh teh vprašanj ima, in da se bomo zdaj pogovarjali o tem, da vzpostavimo neko novo privatizacijsko noto, neko privatizacijski moment, novo prvotno akumulacijo, v katerem bo vzpostavili neko novo elito, ki bo pomagala tej eliti, ki že striže ovce, še dodatno striže ovce za pokritjem strahu pred zdravjem, ne. Skratka, silno nevarni trendi, če mene vprašaš, zelo simptomatični trendi, o katerih se je treba pogovarjati. In to, kar je Janša naredil zdaj v Bruslju, ni nič drugega kot klin se pravi, dodatek k relativizaciji celotnega družbenega sistema
v Sloveniji, k kateremu spada seveda vladavina prava, javni prostor, to se pravi ne degradacija, ampak demontaža javnega prostora v tem smislu in v končni fazi rdeča nit Janševega pisma je relativizacija sodstva, vladavine prava in ločenih vej oblasti. In to je nenormalno in neverjetno zavržno. Mene je sram kot slovenskega državljana, da se pred javnostjo figuriram kot evropejec problematičnega porekla, kar do zdaj ni bilo. Bili so časi, ko so bili nekateri ponosni na to, da so Slovenci ali pa lahko ponosni, ali pa smo bili lahko ponosni na to, da smo Slovenci v evropskem kontekstu, danes nas je pa lahko sram. Skratka, jaz upam, da bodo politični odločevalci oddelali svoj posel in temu premijeju, podobno kot Donaldu Trumpu v Ameriki, izrekli ene sorte nezaupnico, kajti on govori v našem imenu, ne da bi imel mandat, da govori v našem imenu in še posebej pa v tem mandatu si je vzel govoriti neumnosti in nekaj, kar je neustavno, to je protiustavno. Vladavina prava v Sloveniji in v slovenskem kontekstu ni neustavna, ampak je ustavna kategorija. Tuji opazovalci so slovensko vladavino prava prepoznali kot zadovoljivo, ne popolno, vendar kot delujočo in zadovoljivo. Kako lahko on oporeka nečemu, kar so tuji opazovalci skozi desetletja, mislim, da 3 desetletja, vsako leto ocenjevali kot se pravi, neogrožujoče demokratičnega sistema? To je to za danes. Naslednji teden pa spet nadaljujeva. Hvala lepa. Živijo.